No, co kaj dogaja, pa gostimo scenaristko, režiserko, avtorico mnogokrat nagrajenega filma Babičino seksualno življenje, med drugimi tudi z evropskim Oskarjem. Dame in gospodje, Urška Đukić, dober večer. Dober večer, Urška. Živijo. V filmu se po navdihu knjige Milene Miklavčič lotevaš izredno resne teme intimno-partnerskega nasilja v začetku 20. stoletja. Zato je mogoče zanimiva izbira, da ste se odločili prav za animacijo. Ja, mislim, za animacijo sem se v bistvu odločila v prvi vrsti zato, ker nisem imela nekega konkretnega dokumentarnega materijala, pa tudi zato, ker se mi zdi animacija tak medij, da je mehen bolj oddaljen od realnosti in mogoče skozi animacijo lažje neke te teže teme obravnavaš oziroma jih ljudje lažje sprejmejo, ne. Pa tudi zbrala sem si tak stil animacije, ki je v bistvu otroška risba, ki deluje tako kot en oddaljen spomin in pač mogoče lažje ljudje sprejmejo tako težko tema v bistvu skozi to neko nedolžnost. Ne? Se pravi, to moč animacije v bistvu. A se ti zdi, da bi film bil drugače sprejet, če bi bil igran film? Ja, po mojem, da. Če bi bil igran film, si predstavljam neko dramo intimno o eni zgodbi, ene ženske, recimo. Tukaj pa sem se jaz ukvarjala v bistvu z ful različnimi zgodbami, več žensk različnih, pa na nek tak mal sociološki način, pa skozi nek humor, ki se mi zdi, da lažje, v bistvu, da sprosti gledalca, da se lažje odpre tej temi. Nastopa je film v slovensko-francoski koprodukciji, ne? So scenaristka je iz Francije, a se... Ne, so scenaristka je v bistvu Slovenka, drugač, on je pa animatorka, korežiserka. Pa se ti zdi pogoj za ustvarjanje v Sloveniji drugačni od pogojev za ustvarjanje v tujini? Ja, definitivno. Kaj je ta razlika? Razlika je, v Franciji namenijo letno več kot 900 milijonov evrov za filmsko produkcijo, oni res cenijo film, naredijo več kot 300 celovečernih filmov in 8000 kratkih filmov, tako res velik. In tudi velik trg je za kratke filme in cenijo kratko formo, zaradi tega, ker pač v Sloveniji pač ne cenimo kratke forme, sploh nimamo občutka, mi mislimo, da je to neko vežbanje za nekaj daljšega, ampak v bistvu je pa to tako kot mali format, pri slikarstvu je enakovreden velikemu formatu, samo pač da je na majhnem, ne. In v bistvu je treba kar veliko enega znanja, da narediš po mojem dober kratki film, zaradi tega, ker pač moraš imeti res natančno kako bi temu rekla sploh, natančno znanje o formi. A veš, kako ustvariti ritem, kako to v kratko strniti jedrnato in še dosežiti emocijo pri gledalcu v to kratkem času. Film je med drugim dobil tudi nagrado Evropske filmske akademije. A bi lahko rekla, da je ta tema univerzalna? Mislim, da se te zgodbe žensk, ki se jih prikažeš v tem kratkem filmu, bi se lahko dogajale kjerkoli v Evropi. Definitivno. Pa ne samo v Evropi. Film je bil v bistvu predvajan na mnogih festivalih po vsem svetu in nagrajen. Od Mehike, Kanade, tam Švedska, Finska, Azija, Izrael. V bistvu je posod, kjer je bila pač ta patriarhalna struktura, so bili enaki odnosi. Pa recimo se ti zdi, da so ti vse te nagrade odprla vrata, oziroma so se kakšna vrata že na široko odprla? Ne vem, zares. Jaz upam, da pač mislim, da s temi nagradami dobiš veliko referenc in potem ti lažje dajo sredstva mogoče za film. Zaenkrat še ne vem, upam, da bomo imeli dovolj sredstev za celovečerni film, ki ga bom delala poleti. Da že pišeš scenarij, ne? Tako da čakamo, pa bomo zdaj videli, če to kaj pomaga, če imaš take velike nagrade. No, nam lahko zaupaš, kakšna je mogoče tematika za ta tvoj prvi celovečerni film? V bistvu sem še malo skrivnostna pri temu. Vse prav. Ja, lahko sam povem, da je pač neko nadaljevanje te teme Babičino seksualno življenje, pa da gre v bistvu za mogoče preizpraševanje enega vprašanja, čigavo telo je moje telo. Urška, veliko sreče ti želimo v svojemu celovečercu, pa predvsem čim več ustvarjalne energije in hvala lepa za obisk v studiu. Hvala lepa. V starih cajtah smo na koncu djali lahko noč, se vidimo naslednji teden.
Zdaj pa samo rečeš, subscribi se in glej, kukar te je vola.